ena hišica stoji. Prav do hišice lepa bela podpelja, a v hiši debela ženka je doma. To že skoraj vsakdo ve, da je Tinka je ime. Če kateri med vami je še videl ni, naj gostilno Kržino pohiti. Stara to navada je, vsakdo rad gostilno gre. Kadar prideš, že Tinka nas moč hiti, pa je ura podnevi ali pa jutro tri. Ti postreže kot želiš, vse kar hočeš to dobiš. Že natoči ti vinca ali pa konjaka, časih tudi mal vode zlom doda. Sred vasi ena hišica stoji. Prav do hišice lepa bela podpelja, a v hiši debela ženka je doma. To že skoraj vsakdo ve, da je Tinka je ime. Če kateri med vami je še videl ni, naj gostilno Kržino pohiti. Stara to navada je, vsakdo rad gostilno gre. Kadar prideš, že Tinka nas moč hiti, pa je ura podnevi ali pa jutro tri. Ti postreže kot želiš, vse kar hočeš to dobiš. Že natoči ti vinca ali pa konjaka, časih tudi mal vode zlom doda. Lepo zdrav, drage dame, dragi gospodje, dobrodošli danes v dobro uro in pol, saj veste, našega druženja. Vedno se imamo prav fajn, fletno, veselo, danes je eno tako krasno, sončno nedeljsko jutro in sem prepričana, da si boste skupaj z našo oddajo nekako priborili veliko tele pozitivne sončne energije. Ne samo, da je sonce zunaj, tudi v našem studiu so danes pravi, krasni, sončni ljudje. Res se bomo imeli fajn. Danes bomo po dolgem in po črez prehodili in predstavili Šentjernej. No, kako oni rečejo, Šentjernejci bodo sami povedali in vas prijazno povabili tja gor k njim. No, prva je že bila taka, Koroška, Šta, sicer štirje kovači, Erženova Tinka. Oni taki ta pravi ženski je seveda govorila tale pesem, namreč včeraj je bil, draga moja družba, 8. marec, dan žena in kaj naj rečem, jaz sem res ful vesela, da sem ženska, še bolj vesela in ponosna pa sem, da sem Slovenka in prepričana sem, da tudi marsikatera tukaj v našem studiu. No, o 8. marcu bomo tudi malce spregovorili v nadaljevanju. Zdaj je zopet čas za glasbo, zavrteli se bomo, morda bo polka, morda valček, kar bo, pa bo. Je prišla iz Teksasa, vsa vas se zbrala je, da bi videli, kakšna je. Še učitelj je prišel, vaški zbor pa je zapil, z nami je tudi župan, ni to vsaki dan. Še v rolitru stavi se, sem
povzelo je, naša teta kauboj je, klobuk je z Teksasa, hlače iz usne kravjega, bluza karirasta, teta pisana. Dobrodošla teta zdaj med nami, so vsi zaklicali in jo objemali. Je roko Bog dala, rekla, how are you? Baščani vsi so zapeli, saj smo tu. Vsi imajo našo teto radi, saj ona frajer je in to z Amerike. Zdaj smo ta glavni, saj tete takšne ni, ki kauboj je, pa slovensko govori. Vsi imajo našo teto radi, saj ona frajer je in to z Amerike. Zdaj smo ta glavni, saj tete takšne ni, ki kauboj je, pa slovensko govori. naša Teta Nežika, glavna je atrakcija, zdaj se okrog šušlja, da bo vzela Francija. Baška Ima plehača, že poročni marš igra, obima zdaj na glas poje naša bas. Bravo, 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 naša teta, ostani tu pri nas, bo šerif za vso vas. Zdaj smo ta glavni, saj tete takšne ni, ki kauboj je, pa slovensko govori. Bravo, 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 naša teta, vsa vas na glas kriči, a Franci sam stoji. Ne gremo v glavo, kako bole nocoj, ko ležal bo zraven njega še kauboj.
Šentanelski pavri so naredili uvod. Lepo dobro jutro, dragi moji pavri, kako ste? V redu. V redu. Okej, To, super, danes je super. nedelja. Danes je nedelja. Ja, kaj bi delali, če ne bi bili danes v našem studiu? Kaj bi vi delali danes? Televizijo bi A gledali. Jezus naš, Celjsko televizijo, Celjsko, vejste, Celjsko vam televizijo. raste nosek, a ne? Ferdo, lepo zdrav tudi Lepo zdrav. tebi. Ja. 15 let, 13, kako čas hitro teče, kdaj smo se nazadnje videli? Ja, jaz mislim, da je enih 12 let sigurno. Sigurno, ne? Sigurno. In v teh 12 letih se je marsikaj zgodilo. Ne nazadnje si tudi ti, a ne, prevzel vodenje Tako. Šentanelskih pavrov. Ja. Zdaj je to že 11. leto. Mislim, 2011 sem prevzel Prevzel? in dokler bomo ustrajali, Boste delali, a ne? da bojo štime prave. Ta prave, ne? Ja. Ampak ja, glede teh štim, ne, Šentanelski pavri imate eno res krasno svojo zgodovino. Kako dolgo že obstajajo? Začeli ste leta 1964, imam prav? Tako. Ja, tako. to je davnega leta. Takrat je ta zbor ustanovil kdo? To je ustanovil, pravzaprav, to je ena Kako je nastala, ja? zgodba. No, pa To je dajmo ena na hitro. zgodba. Mitja Šipek se je družil z pokojnim Luka Kramovcem in so eno nedeljo v gostilni nekje pripevali, pa je Luka Kramovc rekel, Mitja, pa ti krasno pojete, kaj pa če bi skupaj ostali? Ja. Ja, je rekel Mitja, kdo bo pa vodil? Ja, je rekel, če nisi gluh, je rekel, boš pa ti vodil. In tako je nastal So nastali Šentanelski pavri. Šentanelski pavri, Ja, povejte mi, za vse tiste, ki ne vedo, kdo je Luka Kramovc, moramo povedati, ne? Luka Kramovc Kramovc, je ja. bil skladatelj, rodil se je na Šentanelu, pri Lužnikovi kmetiji, potem je šel pa v Ljubljano študirati in ko se je vrnil nazaj, je bil tudi na eni kmetiji drugi, ki se je tudi pisala Kramovc po domače. In na tej kmetiji je skladal priredbe delo in bil tisti pravi koroški skladatelj. Krasno. Pisec. In torej zabeležili ste 60 letnico smo imeli, tako. Kako ste praznovali? Praznovali smo Po tam, Šentanelsko. po Šentanelsko, pa tudi tam smo praznovali, kjer imamo vaje, Ja. kjer je naš kulturni dom, Ja. To je v Gostišču Marin. Krasno. Na Šentanelu. Šentanel, vaje, povejte, gospod, koliko pa vate? Zdaj treba še veliko vaditi. Ja, seveda, dobimo se kar pogosto, morda Koliko je to enkrat na teden. Enkrat na teden vsaj, ne? Ali pa po potrebi. Pa sej fajn. Ponovadi je tako, da imamo več nastopov, ko pa oj. Tako, kje nastopate Šentanelski pavri vse? Ja, kjer nas povabi, vse posod. Ja. Tudi po Avstriji, Ja, super. po Sloveniji. Ne vse daleč posod. stran je seveda skočite čez Seveda. mejo, a ne? A Seveda. znate tudi videti kakšno tudi tam tisto njihovo, ne? Pojete samo vaše, a ne? Torej Šentanelske oziroma Ferdo. Pojemo tudi neka Mešano. mešanica Ja. kroščine, No. avstrijskega O, dialekta. super, super. Tako da, ja, je, ampak to zelo malo. Ja. Moramo povedati, da je za vas, za Šentanelske pavre, značilno eno posebno petje. To je petglasno. Petglasno Kako rečete petje. vi temu? To je petje na tretko. Na tretko. Ja. To se tako To je reče. še od prvega tenorja en glas višji, ki drži to lego nad prvim tenorjem. In to je značilno bolj kot ne samo, v bistvu ste eni izmed redkih, a ne pravzaprav v Sloveniji edini, mislim, da. Zdaj trenutno poznamo, ker smo imeli na 60-letnici te goste, iz Luč. V Lučah je še en zbor, pa Ki poje na tretko, ali Ki kaj? poje na tretko. Tretko. Ja, Ja. to je zelo zanimivo. Zdaj, fantje, ko pridete skupaj, a imate vi to intonacijo, Ferdo, ti to narediš, ali fantje, kar akcija, gremo po posluhu? Ne, Pojte. jaz pred njimi dirigiram, dam intonacijo, če je potrebno tudi po glasovih poštimam. Krasno, krasno. Ampak včasih je bilo to pa malo drugače, verjetno so se samo skupaj zbrali, pa začeli prepevati, ali kako? Ja, to Pred je- davnimi leti. To je, tako petje je malenkost težje, Ja, kot ja, pa ja, po ja. notah. Ja. Note so le neko besedilo imaš pred sabo in
je veliko lažje to, pa mora biti posluh. Posluh, res. In vi imate danes res krasen, čudovit posluh. Prisluhnili bomo drugi pesmici. Zdaj bomo šli malo se sprehajati po Dravi, drži? Ja, drži. Katera pesem bo to? Pa tam dol za Dravo. Ojojoj, a veliko se sprehajate za Dravo? Niti ne. Vi rečete Dravo, a ne? Ja. Kako pa rečete vi Šentanev? Šentanev. Ja, pa tam sem še slišala malo drugače. Kako še rečete? Šentano. Šentano, jo, zdaj vas seveda po domače, ne? Tako, jaz rečem kar Šentanev, tako je to, zdaj v drugo torej Šentanevski Pavri. Paš tam dol za Dravo, lepo ptice pojo, rastijo rože in vris, lepe dečve so vmes. Na visočem obilju bom hajtico sjal, pa na honem kraj Drave pa ljubico izbral. Je gora visoka, nezrazno skrbi, je struga globoka, prebresti je mi. Kaj minuca planica, ko vselej sneg gre, kaj minuca štadičva, ko če morem do nje. Kaj minuca štadičva, ko če morem do nje. Bravo, bravo! Z nami torej Šentanevski Pavri, lahko se seveda usedete, hvala za tole. Zdajle sem pa že za bogato obloženo mizo, res prav prijetno diši. To je en tako uvod v nedeljsko kosilo, ki bo prav gotovo danes doma ob 12 uri, ob enih, čisto različno imate, ne? Bo pa poprašala ekipo oziroma goste tukaj v našem studiu, kdaj imajo pri njih kosilo, krasno. Z nami seveda Helena, lepo dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, sem gledalcem TV Celja. Tako, z nami seveda tudi močna Dečva, damo en velik aplavz. Helena je z nami. Helena, diši, a ne, res prijetno, krasno obložena miza. Tudi ti si nekaj prinesla svojo mamico, kaj? Ja, to je pa koroški šarkelj in mi ga filamo z cimetom pa z rozinami. To bomo čisto je drugačna. že komi čakamo, a ne? Ja. Helena, ti si postala močna Dečva za leto 2024, ampak ker sem prej govorila o kosilu, zdaj diši po čudoviti hrani, po klobasah. Kakšno je pri vas nedeljsko kosilo? Ob kateri uri jo imate? Kdo kuha? Kuhamo ponovadi jaz pa mama, tako da z meni je pa na mizi goja župca, tako da to se ne sme kje manjkati. Pravo nedeljsko kosilo. Najrajši pa imam, jaz osebno, kako govedino, pa restan krompir, pa kruhov hran. To je pa res dobro. In po mojem imate kar pogosto radi tale hren, ki je tudi značilen za tele kraje Koroško. Helena, ti si postala močna Dečva 2024. Zdaj, prijavila si se sama, kako je bilo s tem? Ja, v bistvu, jaz sem tudi članica podeželske mladine in zato pač tudi imamo v naši podeželski mladini mogoče smer, da mogoče pa kjera vseeno bi šla. Pa sem se jaz tudi letos opogumila, ker... Si se sama prijavila pa? Ja, seveda. Ampak močna Dečva ne more kar tako vsaka postata. Bilo je potrebno kar enih dost različnih spretnosti, pokazati. Katere so bile te? Najprej seveda, sploh da imaš voljo. Prvo je volja. Ja, da se sploh hočeš prijaviti. Pa ne, tudi če si malo bolj zgovoren, to ti ful sprav pride. Ja, to ti je očitno zelo dobro šlo od rok. Kaj potem še? Spretnostne igre smo imeli. Najprej prva je bila predstavitev,
pol smo koruzo, kako se reče, šmelcali. Šmelcali, to zdaj vsi vedo, kaj je šmelcali. Tako da, kjer je največ, tako da smo pol stehtali. Pol smo imeli tudi eno igro z bohlonjo, to je tak obiralec jabolk. Nekaj smo še imeli. Torej, kar nekaj spretnosti, ne? Kar velik spretnosti. To je v bistvu že kaj, 25. Torej 25. močna dečva si postala. In zdaj ima seveda tole kronico, lepo oblekco. A ta obleka roma od ene do druge ali to za tvoja protokolarna? Kako je s tem? To je pa vsako leto nova obleka. A se ostanema malo gor, takole, se bova ostali. In mogoče greš tjale, ne, Helena, tako. To si ti sama nekako zamislila, da bo takšna, zakaj takšna barva? To pa v bistvu obleko dobimo že na močni gavdi. Se pravi, šivilja naredi po naših merah, oziroma odmere od najvišje obleko, pa tudi že na močni gavdi tudi oblečemo. To je že kar oblečejo tam. Tako da sicer ne bo najprej malo prevelika, tako da pol smo pa malo skrajšali. Poštimali. Lepo, si ponosna, ne, ker si postala močna dečva. In kaj zdaj močna dečva tako celo leto, ne, zdaj mora zopet leto miniti. Kaj v tem času močna dečva počenja? No, najprej sploh promocija mošta, to je seveda na prvem mestu. Se pravi, da hodimo po kamorkoli nas povabijo, sodelovanje s sadjarji, s podeželsko mladino, pa kamorkoli te povabijo. Super, in zdaj mi nekaj povej, ti si zaključuješ torej 4. letnik. Ja, zdravstvene šole. Adeva pozdravlja. Prijatelje. Prijatelje pozdravljam. Tako. Petek ste imeli maturantski ples. Ja, res je. Samo nismo imeli tete obleke. Ne. Eno drugo. Ja, pa vej, kako je bilo? Ja, super je bilo. Je res nek tak čar. Krasen dogodek, ne? Ok, si zdaj postala torej močna dečva. Kako so prijatelji pa tvoji sošolci gledali na to? Super, sploh pa tudi, ko malo bolj poznajo, ker tudi ne pozna čisto vsak. Kaj sploh to je? Močna gavda, pa močna dečva, no. Močna gavda, moramo povedati zdaj po slovensko, je močna veselica. Ja, močna veselica. Tako. Andrej Jovan je, ker je svetnik sveti Andrej. Tako. No, super. V nadaljevanju si bova potem pogledali še nekaj fotografij, ampak zdaj si bomo počasi zavrteli kratke oglase. Lahko se seveda usedeš. Helena, zdaj to leto imaš eno dobro leto. Rekla si, da seveda tudi si v tej skupini, torej podeželske mladine. Kako je tam? A je mladina za to, da sodeluje, ali je še vedno tisto, da so kar na računalnikih, pa za telefoni? Dajmo jih malo, ne, povabiti, da pridejo, pa da sodelujejo. Ja, seveda je res. Sploh mi podeželska mladina, se mi zdi, sploh delamo na tem, da bi se čim več družili. Pa tudi smo, se mi zdi, taki skup, da se radi družimo, da res smo radi skupaj. Krasno. Kaj se prirejete, kaj se pomagate, koliko vas je v tej skupinici? Nas je okoli 100. V naši podeželski mladini. Res? Ja, smo pa cela Mežiška dolina, tako da je tudi kar razpon. Ja, mislim, imamo državne kmečke igre, regijske kmečke igre, razne kvize, izobraževanja, pa tudi, ne reči, da pa imamo fajn, pa gavdamo. Pa to je to, super, krasno. O gavdi bomo seveda še spregovorili. Zdaj si bomo privoščili kratke oglase, z nami bo gospod Aleš, ki vas bo prijazno povabil tudi na Planico. Sicer je Koroška tudi ponavadi bila zelo močna po snegu, kako je pa dan danes zdaj tam gor, pa seveda gradovi kralja Matjaža, to je bilo letos ali ne? Ja, ampak jih letos ni bilo. Ni bilo, ne? Ker so mogli predstaviti, ja, škoda. Škoda, ne? Torej, zdaj sledijo kratki oglasi. Takole, lepo dobro jutro ali pa dober dan. Pozdravljam torej gospoda Aleša na drugi strani. Aleš, dober dan. Ja, lep pozdrav, dober dan tudi tebi, Polonca, in vsem v studiu, ter vsem, ki naju danes gledajo preko TV sprejemnikov. Ja, krasno. Jaz sem že malce naredila uvod v to smučarsko zadevo, nisem pa seveda še izdala, da midva imava danes posebno nalogo, da povabimo vse gledalke in gledalce na skoke, Planico, nazadnje ste Gorenje, generalni in veliki sponzor vsem našim športnikom, ki skakajo.
Res je, in na to smo zelo ponosni. Naj povem, da Gorenje že več kot 30 let sponzorira in podpira tako naše skakalce, kot tudi naše skakalke in res smo ponosni na ta del naših športnikov. Videla tudi zdaj pred kratkim, včeraj se je zaključilo svetovno prvenstvo, ki smo ga res dobro zaključili, 5 medalj, od tega 4 zlate, tako da pri Gorenju smo na ta del zelo ponosni, tako kot smo ponosni na naše izdelke, ker tako kot so športniki zelo dobri, so tudi naši izdelki seveda zelo dobri. Tako da to gre z roko v roki z športom in pa našimi izdelki. Ja, rekel si, že 30 let drži? Drži 30 let in ravno za tega, in naj povem še nekaj, ne samo 30 let podpore športnikom, skakalcem in skakalkam, namreč Gorenje letos praznuje 75 let svoje blagovne znamke, tako da imamo 2 taka velika okrogla jubileja in zaradi tega smo pripravili posebno nagradno igro, ki bo marsikoga odpeljala v Planico na ta velik dogodek, ki se pripravlja med 27. in 30. marcem in to je finale svetovnega pokala v smučarskih poletih. To se pravi, pri nas na gorenje.si lahko sodelujete v nagradni igri s tem, da se prijavite, odgovorite na nagradno vprašanje ali pa še boljše, če želite 2-krat sodelovati, vabimo vse, ki so naš izdelek že kupili, so z njim seveda zelo zadovoljni, da to svoje zadovoljstvo delijo tudi z drugimi. Namreč, če boste poleg prijave, kjer boste odgovorili na nagradno vprašanje, oddali še pozitivno mnenje o izdelku, ki ste ga kupili pri Gorenju in to delili z drugimi na naši gorenje.si internet strani, boste kar 2-krat sodelovali v žrebanju za zelo bogate nagrade. Krasno. Zdaj, lahko poveva, kaj je nagradno vprašanje za vse tiste, ki zdaj gledajo, da se pripravijo, da že malce naštudirajo to vprašanje. Kaj je za nagradno vprašanje? Nagradno vprašanje je to, kar so tudi že malo namignila, koliko časa že pri Gorenju podpiramo smučarske skakalke in skakalce z sponzorstvom in pa z seveda finančno podporo v podjetju Gorenje. Jaz mislim, da so že povedali, naj pa še enkrat povem, ponosno že več kot 30 let podpiramo skakalke in skakalce z sponzorstvi in to bi bilo po moje že kar dober namig za tiste, ki bojo odgovarjali na vprašanje. Če pa želite 2-krat sodelovati, pa sva rekla, dajte še kakšen dober komentar napisati o naših izdelkih. Nagrade so res zelo, zelo privlačne. Ja, vse si seveda lahko pogledamo in najdemo na vaši Facebook strani, na Instagramu, kje še, Aleš? Ja, največ tega je objavljeno na internet strani gorenje.si in naj še povem za tiste, ki zdaj gledajo, a se bojo prijavili ali ne, za to nagradno igro. Nagrade so res dobre, to je 2-krat VIP vstopnica za dogodek, potem imamo 5-krat po 2 vstopnice za dogodek v Planici, 1-krat vrhunski pralni stroj in pa 5-krat aparat za smuti. Naj še malo povem, jaz sem lansko leto bil na tem finalu v Planici in lahko rečem, da je to en tak dogodek, ki bi priporočil, da ga vsak od nas vsaj enkrat v življenju doživi v živo. Gre res za ogromen dogodek, kjer je prisotno veliko ljudi, vzdušje je fenomenalno. Mislim, da tudi letos vreme bo služilo tako kot že zadnjih vrsto let, tako da vabljeni vsi v to nagradno igro in pa seveda tudi vabljeni v vse naše salone, kjer boste videli, da je letos ogromno aparatov v posebnih promocijah, kot sem omenil. Praznujemo 75 let blagovne znamke Gorenje in s tem namenom imamo kar nekaj aparatov, ki so ali v posebni ponudbi ali pa celo so posebni aparati za teh 75 let. Mi temu rečemo edicija 75, to se pravi vabljeni vse naše salone, kjer boste lahko pogledali, kakšne ponudbe vse letos vam pripravljamo za to našo veliko obletnico. Boste to obletnico še kako drugače proslavili, Aleš? Ja, res je, celo leto bomo imeli kar nekaj dogodkov, katerih bo sproti tudi midva obveščala. Največ bo seveda teh ugodnih pa zelo dobrih ponudb za vse naše kupce. Tega bo kar veliko, bojo pa tudi še kakšne dodatne nagradne igre. Skratka, bo kar celo leto imela kakšno zadevo, ki jo bo obveščala takole, ko se bo javljala, ker teh 75 let praznujemo namreč celo leto 2025. Krasno. In zdaj mene zanima samo še to VIP vstopnica, ta je meni tako zelo atraktivna. Kaj pomeni ta VIP vstopnica? Ja, VIP vstopnica je res VIP, to se pravi, boste posebni gostje. Naj malo namignem, da boste imeli tam tudi pogostitev.
boste lahko tudi bližje tem smučarskim skakalcem. Skratka, kar nekaj stvari se skriva za to VIP vstopnico. Naj ostane malo tudi presenečena, ampak že sama VIP vstopnica veliko pove, tako da imamo 2 VIP vstopnice, ki jih bomo podelili, tudi tiste navadne vstopnice, kjer jih bomo 5x po 2 podelili, pomeni, da bo kdorkoli v Bodugu lahko šel seveda v svoji najljubši družbi na ta dogodek. Tudi tiste vstopnice so zelo privlačne, namreč vstopnice so vedno lahko tudi težko, da jih je dobiti, včasih se prodajo že prej, tako da kar bom rekel, fajn, tismo, ko bo Dubu, bo zelo v redu dogodek. Krasno, Aleš, midva bova še tekom naših nedelj res pozvala naše gledalke in gledalce, da sodelujejo v tej nagradni igri, kot sva rekla, na Instagramu, Facebooku in si seveda zagotovijo krasne nagrade. Tudi jaz z veseljem delim vse te novosti, vse te stvari na mojem Instagramu in pa seveda Facebooku, tako da najdete lahko tudi tam. Zato pa še enkrat torej povabilo, Aleš, ne samo, da sodelujejo v nagradni igri, ampak da tudi obiščejo vaše salone, kjer jih tudi nekako nagovorite za tele nagradne igre. Tako je. To se pravi, nagradna igra traja do 23. marca, naj še to poveva, da bodo tudi vsi vedeli, do 23. marca traja nagradna igra, 24. marca bo žrebanje za te nagrade, ker tole finale je med 27. in 30. marcem, tako da kar hitro na internet stran, drugače pa kot si menila, vabljeni v vse Gorenje studije ali prodajalne, kjer prodajamo Gorenje. V studijih seveda boste imeli mogoče največjo izbiro teh izdelkov in pa seveda vedno pravilno svetovanje, kaj je za vas najboljši produkt. Tako da vabljeni na internet strani, v studije in pa v vse prodajalne, kjer je na voljo Gorenje Hisense aparati. Super, Aleš, hvala za danes, se slišiva torej tudi prihodnjo nedeljo. Lepo se imej, lepo nedeljo. Hvala enako, lepo zdrav. Srečno in nasvidenje.
zdaj srbele, ker jaz, Jani, ful rada plešem. A ti to veš? Ne. Nisem mi povedala. Nisem, bi pa prej zaplesala, mogoče pa. Jani, vi, bom rekla vi, ali se lahko na ti danes? Na ti. Sva pa danes na ti. Jani, ti si legenda, ne, te folklorne skupine, drži? Kako dolgo jih že vodiš? Jaz si jih vodim. Pridi do zraka, ja. Vodim jih ne, celih 40 let plešem, pa že več kot 40 let. Pa veste, koliko je to velika doba? A so se plesni koraki od takrat do danes kaj spremenili ali nič? Ne, še vedno plešemo tak težek koroški, šentanevski korak. A tak je, kakšen pa je težek šentanevski korak? Ne mi na nogo stopiti, prosim. Takega, ko si zdaj videla. Tako, in kakšen ples je bil to? Tu je bil sklop enih različnih, a ne? Tu je bil splet plesov, katerega so ponovadi plesali po težkem delu, po steleraji. In zato se ta ples imenuje tudi steleraja. Steleraja, ja. Te plese je sestavil Mirko Ramovš. Kdo pa je bil Mirko Ramovš? Mirko Ramovš je bil
profesor za folklorno dejavnost. Aha, tisti, ki ne vedo, ne, ja. Iz Ljubljane, ja. Tako. Je že pokojni. Ja, in je v bistvu vam to pomagal tudi vse te zadeve. Je prišel in pomagal postaviti na oder in to. Aha, plesali so, ja, sej veš, ljudje so včasih res čist drugačni. Veliko so delali, tudi so se pa znali veseliti, a drži? Seveda, kljub temu, da so cel dan stelo klestili ali ja, delali kaj drugega. Domov vozili, ja. pa paclje sekali, ja. ali bilo kaj takega, so zvečer še vedno imeli dovolj energije za ples in za veselje. Pa za druženje, a ne? Ja, drži to, a ne, gospa? Ja, a ne? Seveda to drži, a ne? Mi ne bomo zdaj nekaj špičili, a ne? Ja, poklicali bomo, ker se je mošna Dečva mogla nekako tudi v vseh ostalih zadevah pokazati. Tudi plesati menda je mogla. Helena, pridi v našo družbo. A je mošna Dečva tam tudi plesala? Helena. Ja, vsaka mošna Dečva na koncu zapleše najprej županom, pa tudi s predsednikom sadjarskega društva. To pa ni kar tako, a ne? Ne, ni kar tako. Ampak danes, Helena, ti dam poglej. 1, 2, 3, zbereš si lahko kjerga kol, ali pa vse ti bomo mal dali. Muzika je pripravljena za eno krasno polko. Bo, a ne? Nekaj pa bomo špičili. Rada, Helena, plešeš? Ja, zelo rada plešem. Polka, valček, rock'n'roll. Tam bolj polka, ko smo še mladi. Te pa dajmo eno orang polko, a mladina pri vas fajn pleše? Ja, zelo. Jih moram pohvaliti, da so v redu so plesalci. Pol pa povabimo, mladino od širom Slovenije. Kakšna gavda, bo zdaj kakšna gavda v prihajajočih dneh pri vas? A vejte, da to pa verjetno zdaj ne. Tako da bolj na poletne čase, te pa bomo imeli tudi gasilske. Ja, zdaj tako pol bomo pa plesali in jih bomo povabili na vašo šantanjevsko gavdo. Kjer ga si bo zdaj za hiter za uvod izbrala? Lahko. Lahko kar ta prvega. Ja, tako, ne? A smo zdaj le malo ploskamo, dajmo eno spodbudo. A gremo. A gremo. A je šlo? Odlično. Je šlo odlično, a ne? Odlično ste plesali. Ja, krasno, Helena, čista 10. Tako kot v šoli, a ne, ker vem, da ima same 10. Tako da, ja, hvala ti za enkrat. Vi, jaz sem tudi zadihala, jaz ko mi prijem. Ni kondicija. A veš ti to, ja, dejte, no, koliko pa vi vate? Ker oni vadijo enkrat na teden? Mi tudi enkrat. Enkrat na teden, ne, je. Ja. To je intenzivno. Koliko je to intenzivno? Močno. A vam ne da Jani mira? Ne da dihati. Je, ne da dihati. Ne da dihati. Pa 3 uri zabave. Po 1 uri je 6 minut pauze. Aha, po 1 uri, še 6. Samo 6 minut. A kako to zdržite, ja? Pa spet 1 uro in na koncu je pa prosto poprešerno. Kje se dobivate? V družbenem domu na Prevaljah. Super, pridemo kdaj pogledate, ne? Super, hvala folkloristi za enkrat, lahko se sedete, hvala seveda tudi muzikantarjem, kdo je na harmoniki danes? Gašper Virtič. Gašper, super, in pa? Klemen Sketek. Super, lepo, fajn, brez muzike ne gre, a ne? Ja, pa brez hrane ne gre, pa brez dobre kapljice, pa brez mošta, pa brez soka, tudi ne. Damjan, zdaj se bom pa midva na vrsti, dej tule pridi malo v mojo družbo. Damjan, midva moramo nekaj povedati, da nas pa neso en kup vaših dobrot. Damjana zelo dobro poznate, ne? Damjan, koliko dolgo je že to minil, kaj je bila to oddaja? Sanska? 2011, ljubezen na Seniku. Joj, ta Senik se je užgal, a ne? Damjan, Ja. kako je Erika? V redu. Ja. Zdaj v službo hodi, tako da je mogel iti malo nazaj v svoje vode. Tako. Ampak zdaj ne uči več, ampak bolj
bolj ocenjuje tiste, ki delajo izpite, da je ocenjevalka. Ja, mi moramo povedati, ne, to je bila ljubezen na torej Seniku, ti si seveda tam nekako zagledal, ne, Eriko in ta vez, ljubezen, Damjan še danes drži. Ja, vsekakor, res vesela. Imate tudi seveda družinico? Ja, imamo hčerko Klaro, zdaj bo že 12 let, čez par dni, tako da kar mine, no. Kar mine, ne? Ja, ampak zelo pridni ste pri vas doma na kmetiji. Kako se imenuje kmetija? Kmetija Dvornik, po domače, pišemo se pa Smolak. Ja, dajva pogledati, no, kaj vse si danes s sabo prinesel. Gre vse za domače, pri vas pridelano, a bom šla malo na, ne grem na kolena. No, Saška je vodila našo vdajo oziroma ljubezen na Seniku, to je ona vodila. No, super, kako smo zdaj utrofli po domače rečeno. Kaj imamo, kaj pravzaprav pri vas vse izdelujete? Ja, moram povedati, da smo praktično bolj nemesna, nimamo nič, kar se tiče mesa, bolj veganska kmetija, ampak to ne pomeni, da nimam rad mesa. Ampak tako smo se usmerili, nimamo več živine, ukvarjamo se s predelavo sadja, predelavo sadja, predelavo žit, predelavo zelenjave. Tako da imamo kar nekaj izdelkov, od žitni izdelki, to so naše moke, pirina moka, domača. Domača pirina moka, ajdova ržena, potem zrnje pirino in pa ajdova kaša. To smo šele začeli, tako da še etiket nimamo, bomo zdaj počasih naredili. Čisto v redu, ne? Ampak jaz... Kar se tiče zelenjave, vložene kumare, solata, super. A to Erika tista, ki doma takole tele recepte oziroma te stvari dela? Ja, ideje so kar precej njene, pol izdelava pa skupna. Super. Kaj še imamo vse? Tole pesto, ne? Dvornikov lonček, to je mešanica zelenjave, to je kot domača vegeta. Vegeta, ja. Različna zelenjava, korenček, zelena, peteršilj, por, čebula. Krasno. Za seveda dodatek jeden. Tam še ena bolj pekoča zadeva. Je notri čili, ali kako? Ja, domači čili oziroma pekoči feferoni in pa zelje in korenje. Rekel si vse domače, ne? Pravzaprav pri vas predelava, ne? Najprej pridelate pri vas doma? Pridelava, kar pač kot osnovna dejavnost pridelamo, prodamo kot osnovno dejavnost oziroma osnovne izdelke, kar ostane pač predelamo. Ja, kje pa lahko se pojavljate na raznih teh tudi sejmih različnih, a ne? Zdaj na sejmih malo manj, v Ravnah na tržnici vsako soboto, v poletnem času tudi petek, v Slovenj Gradcu, v Mercator centru, v četrtkih, drugače pa tudi v raznih trgovinah. A lahko pri vas pridemo kar domov na kmetijo? Kako je s tem? Bolj ko ne po naročilu oziroma po tržnicah. Najbližja to je v Žalcu trgovinca, kjer pač imajo tudi naše izdelke. Super. Zdaj, a si prinesel svojega aduta oziroma imaš tukaj tisto, kar najraje? Je kaj takega? Kaj je tvoje, kaj Erika dobro naredi, pa rečeš, wow, to je to? Pravzaprav so kar vse stvari. Zdaj, prej smo izdelovali tudi testenine, ampak s temi smo nehali. Ste nehali, ja? Ja, pač ne moreš se malo nekaj dodajati. Še malo drugače nekaj vzamete, ja, tako. Tako da skozi. Kaj še imamo tukaj? Naš jabolčni sok, tega gre ogromno. Potem moštno, kis, potem so še tu posušeni paradižniki. Bravo. Zdaj pač kar ne prodamo. Mleti paradižniki, ja. Frišno pač tudi en tak pekoč posip. Ja, to je za tiste ljubitelje, ki imajo radi bolj pekoče. To je tu notri, torej, kaj je notri? Suhi pekoči feferoni, ja. In ekološko, ne? Gre za ekološko kmetijo, ali kako je pri vas? Ja, tudi v ekološko. Prvo smo šli v ekološko in potem smo nehali z živino. Zdaj, če vsi izdelki niso certificirani, so pa vsi domači. No, super. Naj že kolena bolijo, ne? Ja. Takole, super. A rad plešeš? To sicer zdaj malo manj, ker imam malo problemov s kolki. Pa te ne bom povabila na ples. Drugič, Damjan. Hvala ti za tole. Pridem še v tvojo družbo, preden bodo Šentanelski Pavri zapeli naslednjo pesem, oziroma ne Ferdo.
Ja, mi imamo še pa fante tle, a ne? Skupina, kako se imenujete? Vokalna skupina Šentanev. Ja, dajmo tole še malo mi povedati, pa grem pa do Kleklerc tamle. Šentanev, fantje, ki obstajate že kako dolgo? V taki sestavi, ko smo danes, smo nekje tam okoli 7-8 let. Ja, drugač pa zamenjavo članov je to pa imamo letos maja 20 let. Pa vi imate res take velike čestitljive že jubileje. No, na en jubilej bova povabila tudi tamle gor, ker sem zdaj videla, da na naši lipi še je plakat. Vesna, ti predam mikrofonček. Vesna je, dajmo aplauz seveda tudi za Vesno, kaj je tako zdaj povedala. Vesna, lahko se staneš. Vesna je mamica od Moštne Dčve, tudi zelo dobra glasbenica. Vesna, poješ pri skupini, kateri že tudi? Lipa Dravograd. Ja, tam sta sama dekleta, ne? Ženske, ja. Same ženske. Kako ste? V redu? V redu. Ja, v akciji? Fajn vzdušje, ja. Ja. Koliko vas je v skupinici? 12. 12. Potem igraš na harmoniko tudi? Malo, ja. Ja, ker ne nazadnje prihajate kaj, z glasbene družine, oziroma vsi ste glasbeno? Tvoj brat? Moj brat je dober glasbenik, pri Juheju igra tudi. Tako Juhej, ja. Vidim, da seveda tudi Helena ima zelo... Ja, poslušaj, pa nismo sprobala, ne? Mogoče bo pa Helena danes tudi kaj zapela. A prepevate doma kaj, tako kot družinica? Ja, tudi. No, super. Ščerka rada poje pa. Ja. Bodoči mož. Ja, torej je Helena, potem še imaš eno hčerko? Ja, Ano. In Daniela. In Daniela. Pa bariton igra. Zdaj gledajo? Mislim, da. Pozdravljamo, ne? Tako. Helena, jaz te bom prosila, a bi ti to malo prebrala, ne vem, pa povabila na ta veliki koncert, bi to šlo? Vse piše gor. Torej, vabljeni na veliki dobrodelni koncert ob 40-letnici ansambla in 10. obletnici orkestra. Ja, Mikola, ne? Mikola, ja, tako. Super, kdaj pa bo? V nedeljo 16.3.2025. V telovadnici osnovne šole Vojnik ob 4 popoldne. Tako, super. A je bilo težko? Ne, prevrat ne. Takole, ja, torej veliki, hvala Vesna, veliki dobrodelni koncert, torej 40 let ansambla, to je že naslednjo nedeljo, ne? Ja, kak čas hitro teče, tako mi 8. marec, pa zdaj že 16. Torej naslednjo nedeljo telovadnica osnovna šola Vojnik ob 16. uri. Gostje bodo 5X oziroma 5 plus band, pa kulturno društvo, harmonikarjev, pa Rainbow, pa veliko glasbeno presenečenje. Mikola prejšnjo nedeljo ni izdal, kaj bo to, ampak dejte seveda priti na ta koncert, stopnine ni. Namreč dobrodelna sredstva oziroma vsa sredstva, ki jih boste namenila, ne, gre za prostovoljne prispevke, pa bodo namenili šolskemu skladu osnovne šole Vojnik. Prisrčno dobrodošli. Preden se vokalna skupina pripravi, lahko se seveda pripravite, pa tudi seveda Vesna ti, da bom poprosila, da vzameš svojo harmoniko. Tako, bom je šla tukaj do Kleklerc. Lep pozdrav, draga Renata in pa seveda tudi Veronika, sem si zapomnila. Vam kar predajam seveda tole štafetno palico, ali niste navajeni, ne, toliko mikrofonov, ja, ne? Bo ne, bolj tegale. Se boljš počuti. Se bolj počuti. Renata, danes imamo malo provizoriš tole narejen. To se nikakor ne dela na nogah. Ne, to se nikakor ne dela na nogah. Dela se to na mizi, stojita, stojalo in punkl. Kako se reče to punkl? Punkelčeka, ne? Ja. Drugače imamo pa mi Kleklerce tudi posebno stojalo za to, ampak zdaj ga sabo nimamo. Govorimo pa o kulturnem društvu Šentanev in mi smo sekcija Kleklarice. Ja, koliko vas je, Renata? Nas Klekla oziroma članic nas je 10. Intenzivno klekla nas 7, oziroma mi že klekljamo od leta 1999, tako da je že kar 20 leti več minilo. Nekatere klekljamo že od vsega začetka. To je že kar 25 let. 25 let. In danes, Renata, poseben model oziroma poseben motiv, kaj delate? Kaj pripravljate? Jaz pripravljam tole čipko, en del čipke za prt.
Lahko bo to zdaj ovalni prt, lahko bo to pravokotne oblike, skratka, odvisno je, kako pa čipko razporediš. Ja, to se dobijo razni tile modelčki, oziroma kak se temu reče, risba, skica, vzorce, ki se vzorci dobijo, mislim, verjetno kleklerce med sabo, se tudi kaj vzorce dajete? Ja, mi imamo tudi, recimo, Mežiška dolina je znana po tem klekljanju, recimo v Črni klekljajo, Mežici, Prevaljah, Ravnah, in si pol te vzorčke izmenjujemo, ali pa mi se tudi udeležimo festivala v Idriji, tam pa lahko kupiš ni vzorčkov in vsega tega. Ja, Veronika, vam dam še tudi, kaj pa pri vas nastaja, lahko takole jaz malce tole sposodim? Lahko, ja. Opala, Štefan, bi šlo? Ja, Štefan, a bi šlo? Bi klekljala midva zelo malo, bi šlo? Ne bi šlo. Ne bi šlo. Ja, kaj nastaja tukaj? To pa bo ušitek. Aha, kaj to pomeni ušitek? Nastal bo tak polštrček in na to blago bo to ušito. No, lepo, nekaj izdelkov ste tudi s sabo danes prinesle. No, zdaj tole bodo nastali en vzorec, drug, pa še tukaj zadaj. Koliko vam vzame časa, rečemo, za tole? Ker to je ena taka tanka, zelo tanka nit, ne? Ja, kar veliko. Vse danes, a ne, 1 uro. To ste zdaj začeli danes? Ne, od to do to je bilo 1 uro danes. Ja, zdaj vsi tisti, Helena, ti znaš klekljati? Ne znam. Ne, zdaj bomo malo pogledala, ne. Jaz vam tule nastavim, Veronika. Ja. Jaz nimam pojma, ko bi mogla zdaj pa jaz prijeti. Zdaj, tudi če bi začela, nimam pojma. To je par. To je par kleklov. Par? Ja. Svetla in temna, potem se pozna, ne? Jaz sem to vidim. Ne, to ni. Dve nitke. Je par in zdaj... 2, ne, pol daš prečno, zavrtiš. Štefan, smo se že zgubila, ne? Prekrižaš, oviješ. Zakleklaš, zategneš. Prekrižaš, oviješ, zakleklam. Torej, ko ste začeli, vam je bilo verjetno, Veronika, težko, ne? Ja, mene je pritegnila, sam izdelek me je pritegnil in to je bila taka želja, da sem se potrudila, ko je bila možnost, da ne sodelovati v skupini, sem šla čist na začetni tečaj, pa smo začeli s kitico, z manj pari in nadaljevali in stopnevali znanje, tako da že skoraj od začetka, mislim, da okrog 20 let že. Lepo, super. Da vam midva tole nazaj, ker povejte, Veronika, kaj ste hoteli še reči? Ja, da delam pač za svoje izdelke, za sebe, pa tudi komu podarim. Ja, no tole je... Zato, ker pravzaprav čipko ne moreš prodati. Prodati, je. Čipko podariš nekomu, ki ga imaš rad, oziroma ki to tudi spoštuje, koliko dela je noter, ne? Ja, je tukaj notri, ne? Kaj še imamo? No, krasno. Poglejte, to. Izdelki so pa prtičke, lahko so ukvirjene slike, lahko so tudi prstani, nakit, tudi veliko. Koliko dela, koliko truda je tukaj notri, mi res, ker to ne delamo, ne vemo, ne? Opala. Tudi posteljnino se da narediti, ne? Ja. Super. Pa tudi obleko ušijejo, ali pa rutice, šale. Ni da ni, ne? Ja. Vodite vi, Renata? Ne, jaz ne vodim, ampak mene je že od vsega začetka zanimalo, kako je to mogoče s temi klekli. Zato sem poiskala enako misleče in enako vedoželjne in smo si dobili res krasno mentorico, to je naša Tončka Strel, ki nas že poučuje od vsega začetka. Dobivamo se vsak ponedeljek, po 2 uri klekljamo. Bravo. In to je to, ne? Ja. Je to bolj zdaj ta jesensko-zimski čas, pomlad verjetno malo manj, ker je dela zunih, pa poletje, ne, malce manj. Kdaj vi najpogosteje, Renata, klekljate? Bolj zvečer? Je večerni čas bolj? Kako jutro, ne vem, sobotno? Ja, jaz klekljam najlažje v večernem času. Čeprav je to, moraš imeti pravo svetlobo. Ja. Zdaj bi pa nekaj povejte, če nekaj zaklekljate tek mimo, da niste čist prav prešteli, a pa to odklekljate? Se to da? Ja. Jaz ne bi vedela, kam moram odklekljati. Če ti 2 uri klekljaš in se zmotiš, potem rabiš 2 uri, da odklekljaš. Ne. Ja.
Odvisno, kje je napaka. Pa to se kar hitro vidi, se vidijo te napake, vi to vidite. Klekler se to vidijo. Tako, hvala lepa za enkrat. Štefan, mi dva gledamo tule, gledamo tute klekle gor in dol, levo in desno. Štefan, vi ste pa predsednik krajevne skupnosti, a ne? Ja, že kar dolga leta sem predsednik krajevne skupnosti Šentjernej. Kot predsednik ste kaj najbolj zaslužen oziroma kakšna je vaša vloga, kaj vse delate? Ni da ni, ne? Polno stvari. Polno stvari. Od komunale pa do kulture pa do športa. Vse stvari povezujemo. Ja. Turizma. Ja, no, daj pa povabiti gledalke in gledalcev Šentjernej. Kaj si lahko pri vas ogledamo, kaj doživimo? Kako nas boste sprejeli? Sprejeli. Na Šentjerneju je veliko zanimivih in lepih stvari. Najprej se je treba okrepšati, ne? Ko prideš, imamo kar nekaj kmečkih turizmov, ali eno gostilno. Potem se je treba kaj pogledati, ogledaš si farno cerkev, pokopališče, šolo, potem imamo turistično postojanko nad Šentjernejem, potem so stare kmetije, kašče, polno, v bistvu še polno drugih stvari. Stvari, a ne? Šentjernejci ste dobri pevci? Ja, jaz ne spadam med njih, ampak jih zelo podpiram in se jim zahvaljujem tile, ko so danes tukaj, pa tudi tistih, ko ni, ker nam zmeraj priskočijo na pomoč pri kakršnikoli zadevi, ki se odvija v našem kraju. Se bo zdaj v kratkem, lepo, se bo kaj v kratkem odvijalo pri vas, sicer je Helena rekla, da je malo pauze zdajle. Ja, krajevna skupnost nima pauze. Ni pauze, okej. Najprej bo verjetno čistilna akcija, to bo v aprilu. Super. Potem je kolesarski izlet s kolesom po Šentjerneju, to je nekje 18. 19. maja. Koliko je dolga proga? Proga je dolga 29 km, 30. To je bolj take primerno za družine, ni dirkaška zadeva, ampak je bolj sprehajalno kolesarjenje. Ja. Potem je pa pod Lipo sred vasi. Danes smo pa pod Lipo, a ne? Tudi pri nas imamo staro Lipo, in tudi tam je vsako leto kulturna prireditev, vabljeni tudi na to prireditev. Sicer pa najdejo tudi vse podatke na vaši spletni strani, ste močni, aktivni tudi tam, a ne? Ja, v bistvu vse stvari se nahajajo na spletni strani občine Prevalje, tudi ker v bistvu krajevna skupnost je ena izmed 3 krajevnih skupnosti. Naša krajevna skupnost ima pač v bistvu center v Šentjerneju, potem imamo pa še 2 zaselka, Jamnico in pa Suhi Vrh. Povejte mi, ste v katerem društvu, Štefan, vi? Kolesarskem, goborskem, jaz sem vse povsod, sem predsednik krajevne skupnosti, potem sem predsednik športnega društva v Šentjerneju. Kaj športate, kak šport? Športamo, športno-rekreativne zadeve. Pa vi rečemo, kaj športate, najraš, kolesarite ali kaj delate? Smučam, kolesarim, planinarim, vse športe, ker sem tudi športni pedagog, tega mi ni to tuja zadeva. Kaj ste učitelj v šoli športne vzgoje? Tudi. Tudi? Tudi, poleg vsega, ja. Imajo otroci radi telovadbo dan danes ali se jo bolj ko ne izogibajo? Večina imajo radi, je pa odvisno, kako jim predstaviš, pa koliko vodiš, v glavnem večina pa imajo radi šport. Super, pa naj se seveda mladina rekreira čim bolj, ne? Pevci, ste pripravljeni, kar pridite malce bližje, takole pookrog. Zdaj bodo seveda vokalna skupina Luka Kramovc zapeli prvo pesem in jim dajmo kar priložnost, izvolite. Tam, kjer se čuje pisem, slavičkov lepa mila, tam poleg tega gaja stoji domača hiša. Res rivna je in stara, morda že prek 100 let, al meni je pa dražja kot celi svet. Oboki so ji nizki in slamo je pokrita, v sadovnjaku gostem
je skoraj cela skrita, a v mojem srcu vidno, tak jasno se deli. Če tudi je v Boga, od nje mi lepše ni. In tu je dobra mati, kmečka me rodila, in nauke mi zlate v srce je vsadila. v hišici tej tikel, Mira je mladih let, zato mi je pa dražja kot celi svet. v hišici tej tikel, Mira je mladih let, zato mi je pa dražja kot celi svet. Bravo, bravo. Ja, mi smo kar za to, da seveda zapojajo še drugo pesem. Zdaj se jim je pridružila še Vesna na harmoniki, Koroški mošt pa bo naslednja pesem. Prosim, izvolite. Pri delu nam je pomočnik, pa zli zašel nas ni. Ko sonce peče v letni čas, odbimo se v brege, pa zgrčok med pozdravi nas, zardi zažejo vse.
Mi smo, Ferdo, prav uživali tam zadaj. Korošci, ja, pa peli smo zrama, ni bilo v redu? Ja, nisem nič kaj že. Dajmo še enkrat. Bomo pa zdaj pri naslednji pesmici. Tretjo ste pripravili z naslovom. Zdaj si me pa najdel. Kam bomo šli? Ko hodil? Ko hodil sem. Vidiš, ko dobro, da smo danes, da imamo tudi zapisane tele stvari, ker vi imate ogromno pesmi, Ferdo, ne? Ja, ogromno pesmi in zdaj si zapomniti od Pavro do vokalne, pa tak naprej. Ja, ni da ne. Je kar veliko repertoarja. O čem govori ta pesem, ko hodil sem? To je pa napisal Mitja Šipek prav za vokalno skupino. In govori, ko hodiš po Šentanelu okoli, kak so lepe stvari, kak kraj je. Ste Šentanelci ponosni na svoj kraj, ne? Sigurno. Absolutno. Sigurno. Mislim, to je najlepši kraj na zemlji. Seveda. Vi imate tudi kmetijo, če se ne motim. Je ta kmetica bolj na hribčku gor? Kar v centru Šentanela, ampak imamo tako lepo panoramo, vidimo celo Peco in Uršlo in Ovir in vse. In to je vaš ponosa, ne? Torej, naslednja pesem z nami, torej vokalna skupina Šentanel, ja, ko hodil sem. Zvolite. Srečal je en star gospod, pomaral me je od srca, nekam je sreča šla. A sreča ni odšla od nas, le skrita v srcu čaka, ko tam pod njim posred vasi se pesem oglasi. Le kisto drži zajti, ko je takušno bo, ko smo si vsi zapeli pod učjo goro. Sto pesmi se utrudile, prijatni smo odšli, le žalost je ostala, zelo žalostni dotli. Vasi, sogodci hodli kosteti, je žehnal župnik srečen pa, za Božji vode gna. Na konc je pa sveta vlada, pred njimi zaman, ko jutra se nov dan rodi, pregnava pesem do skrbi. Korošci smo pač taki, ne jamramo na glas. Prelepe Korošice pa troštajo nas. Bo jutra se drgače, posjal bo sončen dan, bo pesmi poln veselja, Korošce dan poznan. Korošci smo pač taki, ne jamramo na glas. Prelepe Korošice pa troštajo nas. Bo jutra vse drugače, posjal bo sončen dan, bo pesmi poln veselja, Korošcem dar poslan. Bo pesmi poln veselja, Korošcem dar poslan. Začnejo kot plesati po klasiki.
Bravo, plesalci, in pol se seveda tudi preklonimo, a ne, draga družba. Takole, zaplesali smo drugi splet. Hvala lepa, draga moja družba. Helena, par slik bova še pogledali, pogledava, kaj smo pripravili. Kje se je odvijala ta moštna tekmovanja? Moštna gavda, zdaj že ga vrsto let tudi odvija v družbenem domu na Prevaljah. Koliko vas je bilo, koliko se vas je prijavilo letos? 4 kandidatke smo bile. To ste iz tega okoliša? Ja, pa tudi iz vseh koncev. Si jih poznala? Si poznala? Smo se tudi spoznale. Ste se spoznale? Tako da iz Ravenškega konca tudi ena pa tudi iz Remšnika, jaz iz Prevalj, tako da iz večjih koncev. No, krasno, nagrade ste seveda tudi prejele, kot smo rekli. Ja, kaj ste delali to? To mi sploh ni bilo jasno. Ja, ta igra pa se je imenovala Jabolčni krhelj. Kaj to pomeni? Jabolčni krhelj, tako tak. Smo si dali gr na čelo, pa smo ga pol mogli spraviti z mimiko do ust. Ne. Brez rok. Pa je to šlo? Je pa kar težka. Ta je bila težka, Ferdi, to ne bi šlo, ha? Z mimiko. Ja, ta je bila res težka. Plesali ste. A ste imeli tudi kakšna druga vprašanja povezana z moštvom oziroma s predelavo, rečemo, iz mošta v vino? Kaj ste mogli še vse? Tudi smo recimo govorili, mislim, vmes tam se kako vprašanje vpraša naša voditeljca Janja Šernik. Drugače pa smo najprej vsaka imela predstavitev, tako da se na najbolj tak izviren način predstavlja. Kako si se ti izvirno predstavlja? Jaz recimo sem prišla na oder, pa sem najprej, da ne morem govoriti, sem kašla, pa sem hitro rata napoklicala, da mi je kregl mošta prinesel. To je bilo to, tako je to. In je to, bom rekla, zaleglo. Je kar zaleglo. Zaleglo, ne? Kaj pa potem si še predstavlja, ne vem, evo tukaj plešeš, a ne? Ja, tule je predsednik Sadjarskega društva, Peter Račer, tu pa tudi lenska mošna dečva, Tamara Ramšak. Tako, zdaj sodelujeta, nekako sta tudi povezani, a ne? Ja, sodelujemo. Tudi ona je članica podeželske mladine, tako da smo tako veliko skupaj. Lepo. Štefan, vi ste bili na tej gavdi? Jaz pa nisem bil na gavdi, zato ker ne pije mošta. Malo za šalo, ne? Že zares, ja. Pa za res. Ampak dobro, udeležujete se, ne, teh dogodkov Ja, drugače pa sem redni udeleženec, tako službeno kot privat na teh prireditvah, ki pripravljajo naša društva. Ja, oziroma tukaj imamo seveda domačo klobaso. Kdo je tu prinesel danes, Ferdo? Čigave so klobase? Ne vem, jaz sem jih rezal. Jaz sem videla, da ste jih rezal, ampak zdaj si bomo seveda kaj kmalu tole tudi privoščili. Radi dobro jemo, a ne? Take domače dobrote. Meni se vidi, da rad dobro jem. Nič se ne vidi. Te dobrote imate radi domače klobase, a ne? Imam ja, in tudi moj brat
dela tudi dobre stvari. Res? Je veliko teh kmetij, ki imajo Krasno, te mestne dobrote na Šentanelu. Ja. Damjan, povabilo s tvoje strani še k vam na kmetijo Dvornik. Ja. No, jaz bi kar povabil vse na Šentanel. Zdaj pri nas imamo tudi en kmečki muzej in v sklopu tega si tudi lahko organizirane skupine pač tudi pridejo v naš muzej, kjer jih popeljamo skozi preteklost Šentanela in pa naše kmetije. In pa potem naredimo eno degustacijo, kjer lahko poskusi tudi naše dobrote, predstavimo kmetijo, žena to ful dobro zna predstaviti na tudi tak zanimiv in pa zabaven način. Ko Helena kliče Ja, tako, nekako, ja. Tako da so vsi zadovoljni in zato povabljeni na Šentanel in pa tudi na našo kmetijo. Super. Po predhodnem seveda naročilu. Tako, da se treba poklicati. Ja, seveda. Je pri vas rana ura, zlata ura, zdaj ste rekli, da nimate živali. Kaj, v nedeljah ležite do 10, po mojem, a ne? Nedelja gremo v Mačin, tako da. Drugače pa pač po zimi malo dlje, po leti pa tudi včasih še bolj hitro vstajamo, ker v rastlinjakih je opoldne res vroče, ne moreš delati, je treba čim prej zjutraj, pa pol mogoče vmes se pa malo ohladimo, tudi v bazenu, če je treba. No, super, zdaj moramo povedati, da se je Erika priženila gor, ne, k tebi domov. Ja, Erika je prišla iz Kranja oziroma Čirč, tam blizu Kranja. Je bila navajena na take ali bila bolj mestno dekle? Kako je s tem? Ali je bila navajena na, ne vem, na lopato, pa na grablje, pa to, pa plet? Te stvari. Preteti je včasih delala, drugače pa pač delovno dekle in je hitro odpadla, ja, točno. Tako, Helena, pri vas tudi je kmetija doma, ne? Ja, ti poprimeš tudi kaj za te stvari, za delo? Ja, rada delam, sploh najprej, kar se tiče sadja. Zelo je pridna mama tule rekla, ne? Ja, to pomeni, kaj imate doma, krave? Krave, pujse, kure, jaz za kure skrbim, primarno. Pa sadovnjak, pa travnike, tako da. No pa povabi seveda tudi tvoje sošolce, da bojo tako prišli na kmetijo, ti pomagati kdaj. Mi pride pomagati, z veseljem res. Pa na mošt, pa na sok. Pa na sok, ne? Ker jaz malo vem, ne, ti otroci naši. Ja, to so tako, ne, malo jih meče na levo, pa na desno, pa ne bi to, pa ne bi ono, ampak je malo fajn, ne, mogoče, Helena, da povabiš svoje sošolce na en tak krasen sobotni dan, da ti kaj pomagajo. Ja, res je, sploh zdaj, ko bomo v travniku, ko se bo začelo, lahko pride pomagati, grabiti. Ja, povabimo vse, a ne, super. Štefan, rečemo povabilo iz vaše strani kot predsednik krajevne skupnosti tja v Šentanel. Ja, jaz bi vas v mojem imenu in v imenu vseh krajanov povabil, da si ogledate te naše lepote. Mogoče sem prej pozabil celo Polhov mlin, pa mlinarska pot. Pa tisti, ki radi kolesarite, gorsko kolesarjenje, pa pri nas najbolj razvito. Ja, pri vas, ne, super. Ja, tako da vabljeni ljubitelji narave, športa in pa dobre hrane in pijače. Krasno. Zdaj je še zadnja pesem, seveda Pavri, Koroški in seveda Šentanelski, ne, bom rekla, pripravite se za zadnjo pesem, pa hvala seveda Veroniki, hvala tudi Renati, smo nakleklala, ne, zdaj le. Ja, ker imamo že kleklarce besedo, bomo pa povedali, zakaj mi sploh kleklamo. No, samo še malo, Ferdo, počakajte tukaj, da ujamemo malo takole, ja? Jaz sem tudi iz takih vod, da sem si šmuglic prvošla. No, pa dajmo. Zakaj kleklam? Ja, všeč mi je ta melodija, pa tudi zato, ker si spočijem dušo in telo. Klekljam, da laže prenašam skrbi. Klekljam, ker žalost takrat manj boli. Klekljam, da naredim lepe reči in da srečujem prijetne ljudi. Klekljam preprosto zato, ker mi je takrat res, res lepo. Skoro dobro je staviti na oči. Ja, lepo, res.
Ferdo, ima malo rosena očke, a ne, da kako lepo je to, da se družimo in se imamo fajn. Ja, In tudi sigurno. vi, a ne? In zdaj ste pripravljeni na zadnjo pesem, da se poslovimo seveda, a se damo folkloristi malo ostati v zadnjih, pa se bomo stisnili, pa bomo skupaj, a ne, zdaj zapeli za našimi fanti. Lepo se imejte, lepo, krasno, čudovito nedeljo želim, kjerkoli že boste in pa tudi s komorkoli že boste. Jaz rečem, nasvidenje Slovenija, kjerkoli že si. Danes ena krasna, čudovita nedelja, 8. marec smo pospravili pod streho, jutri je pa vaš praznik, ne? A ste bogi, mučeniki. Srečno in nasvidenje. Soncu kipi